V paviljonu Expano v Murski Soboti je potekal brezplačen dogodek z naslovom Lahko si zraven, skupaj povezani v dolgoživosti, ki ga je organizirala nevladna humanitarna organizacija Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Širši javnosti so tako želeli pokazati, da starost ni ovira za osebno rast, temveč obdobje novih priložnosti za vseživljenjsko učenje, krepitev samozavesti, ohranjanje samostojnosti, izboljšanje kakovosti življenja, povezovanja in ustvarjalnosti. Dogodek so pripravili v okviru 5-letnega projekta z naslovom Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje in prve slovenske medijske kampanje Lahko.si, ki jo vodi Andragoški center Slovenije. Več o ideji, namenu in cilju projekta pa v nadaljevanju. V okolju seveda zaznavamo, da je v tem hitro spreminjajočem svetu zares velika potreba, da sledimo spremembam, da se učimo, se pravi, učimo se tako od zibelke do groba. In na Andragoškem centru Slovenije smo to seveda prepoznali in pripravili projekt Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje, ki ga je podprla tudi Evropska unija in pa Republika Slovenija, ki sofinancira projekt. Tekom projekta torej želimo ozaveščati, da je pomembno, da se učimo, da smo gibki, aktivni in nagovarjamo tako vse odrasle tekom celega 5-letnega projekta. Vsako leto pa namenimo posebno pozornost še določeni ciljni skupini. Lansko leto smo nagovarjali mlade, tiste osipnike, ki nekako izgubijo željo in vero v šolski sistem, da se znajdejo kar tako, kam pa sedaj na križišču. Letos pa posebno pozornost namenjamo starejšim in tako smo podprli tudi 10 regijskih dogodkov, dogajajo se v tem času in pa jeseni domala po vsej Sloveniji in so pripravljeni z mislijo prav posebej za starejše. Tako kot danes tukaj v Expanu, ko se starejši lahko polnomočijo tako o digitalnih spretnostih kot o rabi zelišč, o zdravem načinu življenja, o ročnih spretnostih in tako naprej, je veliko priložnosti tudi drugje, tudi na naši spletni strani, ki jo imamo Lahko.si, kjer lahko najdete tečaje v vaši bližini, kjer lahko najdete druženje. Pomembno je pri starejših, da ne gre zgolj za učenje ali pa življenje v osami, temveč da stopimo ven iz tiste cone udobja, se premaknemo morda iz tistega kavča v skupnost, ki je zelo pomembna. Torej, cilj projekta je, da čim več Slovenk in Slovencev prepozna vrednost besede vseživljenjsko učenje in da bomo na koncu rekli, poglejte, izmerjena statistična vrednost, da danes 56% Slovenk in Slovencev pozna, kaj je vseživljenjsko življenje, da bomo lahko rekli, da se je ta procent tekom projekta dvignil in je boljši. V okviru dogodka je bil za udeležence na voljo pester spremljevalni program, igranje šaha, pasti in raba električnih koles in lov na zaklad, sproščujoč sprehod in oddih ob jezeru v objemu narave ter ogled zbirke v paviljonu. Dogodek Lahko si zraven je bil letos namenjen starejšim od 65 let. In vse naše komunikacijske kanale, naše vsebine smo prilagodili starejšim. Tako so dogodki po Sloveniji za starejše, tukaj so izobraževalne delavnice namenjene prav z mislijo, kaj starejši potrebujejo, da bodo lahko dlje časa samostojni, aktivni, povezani in pa potem tudi samozavestni. Veseli nas, da so se povabili odzvali, da jih imamo danes tukaj med nami in kolikor vidimo, z veseljem krožijo delavnico do delavnice in srkajo novo znanje, pa ne samo to, tudi delijo svoje znanje, kajti imajo gotovo številne izkušnje in veseli smo tudi te izmenjave. Na vprašanje, zakaj so se organizatorji odločili za ta dogodek v Pomurju? Hkrati pa v Prekmurju smo zato, ker dogodek združujemo iz obeh regij, se pravi Podravske in Pomurja. Tako da bi tukaj omenila, imate super Ljudsko univerzo Lendavo, Ljudsko univerzo Murska Sobota, za Štajersko, če rečem po domače, pa imamo Slovensko Bistrico, ki je v bistvu odgovorna za celo naš del. Hkrati pa, ker sem jaz Mariborčanka, se tudi udeležujem stvari, ki so v Mariboru. Glavnem namen dogodka je predvsem vseživljenjsko učenje, branje, se pravi digitalna pismenost tudi med drugim,
Ponujamo pa še zraven zeliščarske delavnice, se pravi uporaba za vsak dan, Center za okrepitev zdravja v Murski Soboti izvaja test hoje pa druge, se pravi, kako ostati fit. Imamo pa predvsem tudi ročne spretnosti, ker vemo, da ročne spretnosti krepijo tudi naše možgane, ki jih nujno potrebujemo, da lahko kaj preberemo. Imamo pa tudi prilagajanje na vremenske razmere, se pravi predvsem pa imamo tudi, se pravi, glede digitalne pismenosti, kako uporabljati pametne telefone. Dogodek v Expanu je prispeval k povezovanju starejših generacij iz Pomurja in Podravja v skupno sožitje. V Pomurje je tako prispela Antonija iz Kamnice, ki se je udeležila rokodelske delavnice, na kateri je izdelovala rože iz koruznega ličja in se tako spoznala za tradicionalno rokodelsko dejavnostjo v Prekmurju. Svoje občutke je delila z nami. To se mi zdi zelo lepo, da spet obnavljamo malo tradicijo, pa da se vračamo nazaj v otroštvo, ne? Ker nismo spali včasih na tem. Jaz mislim, da je to super. To bi večkrat bi lahko bilo to, ne samo enkrat na leto, tako da mi smo zdaj sicer prvič tukaj, ampak upam, da še bomo kdaj. Kaj vse so udeleženci izdelovali na rokodelski delavnici, smo izvedeli v nadaljevanju. Izdelujemo izdelke iz koruznega ličja, stare sorte koruze trdinke. Vsekakor so udeleženci delavnic zelo navdušeni, marsikoga je to popeljalo nazaj v mladost, v otroštvo. Predstavili smo tudi izdelke, ki so kot tradicionalni in pa seveda tudi izdelke, ki danes nastajajo kot sodobni izdelki s tradicionalnimi tehnikami, z lokalnimi domačimi materiali. Mislim, da je to zelo velika priložnost tako za udeležence, da pridobijo neke informacije, mogoče tudi neke ideje, kako preživljati prosti čas, kako razvijati svoje spretnosti, jih mogoče tudi ohranjati. In na ta način seveda delamo veliko lahko teh naravnih izdelkov iz teh različnih naravnih materialov, ki so nenazadnje zelo lahko dostopni in pa tudi neka priložnost, da se razvijamo kot osebnost. Ko smo se vračali k paviljonu, smo na poti srečali prisrčnega in hudomušnega starejšega gospoda s polno življenjske modrosti in dobre volje, Toneta iz Maribora. Dogodek mu je ostal v lepem spominu. Prišli smo z avtobusom, polni avtobus do zadnjega, ker to zdaj sem prvič, je zelo dobra, lepa zadeva, kar se tu dogaja. Tako da sem celo prvič tu na tem jezeru, na teh delavnicah, tako da je res super. Zdaj smo lih delali na glini, delavnice tu zadaj je, tu imajo zadaj te paviljončke, če lahko pogledamo, tu so te delavnice. Zdaj nazadnje sem delal iz gline, prvič tudi, gobo, lepega jurčka, sem si jih tudi zraven vzamem, malo je še sveži. V drugi delavnici smo pa delali tole, kaj je že, iz koruze. To pa so, kaj smo to včasih rekli, iz koruze, rožo, iz tega lista. Tako da res, me zelo zanima, ker tudi sam sem tudi poučeval na srednji lesarski šoli in me zelo paše delavnice, da se vidi, kaj se ročna spretnost, to je zelo pomembno, no. Zdaj smo končali, zdaj pa gremo na drugo dejavnost, zdaj gremo pa v to stavbo gremo zdaj, tam bomo pa nekaj šahirali, šahiramo tudi. Tako da se skozi nekaj dogaja, tako da mi je prvič tu, pa mi je zelo všeč. Upam, da še bo kdaj kaj takega, ne? Kot je ob tem povedala predstavnica koordinatorja gibanja Lahko.si Ljudske univerze Lendava, Ana Gorše, se dogodka udeležujejo z namenom, ker se zavedajo pomena vseživljenjskega učenja. Vemo, da nikoli ne smemo obtičati na miru in se prepustiti dogajanju, ampak je treba biti aktiven, da lahko celotno v bistvu življenjsko obdobje se razvijamo, osebnostno rastemo, pridobimo nova znanja in tudi pletemo možnosti za razvoj naše kariere. Na stojnici skupaj predstavljamo raznovrstne aktivnosti, ki jih ponujamo na Ljudski univerzi Lendava in pa tudi pri sokoordinatorju v sklopu gibanja Lahko.si na Ljudski univerzi Murska Sobota. Predstavljamo pa raznovrstne programe, aktivnosti, ki so na voljo javnosti in s katerimi pač podpiramo vse.
Ja, konec koncev pa je to tudi obdobje, ko potekajo tedni vseživljenjskega učenja. Brez dvoma ste že zasledili kakšne plakate, balone, ki označujejo to pomembno promocijo vseživljenjskega učenja. Dogajanje se je začelo pred kratkim z nacionalnim odprtjem, ki je bilo v Slovenj Gradcu in se bo nadaljevalo še do 14. junija. V tem času naj pač ljudje pobrskajo malo po dogajanju, tudi spletni koledar tednov vseživljenjskega učenja je na voljo na spletnih straneh. Morda pa bi ob tem še pozvala, da lahko prebivalci Pomurja sodelujejo aktivno tudi pri glasovanju, pri izboru za najzgodbo. Trenutno je v igri torej kar nekaj kandidatov iz pomurske regije, pa je ta kandidat, ki v bistvu lahko prejme naziv za najzgodbo Romski akademski klub. Kot je ob tem poudarila generalna sekretarka Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, v zvezi verjamejo, da lahko s poučnimi vsebinami prispevajo k bolj vključujoči družbi, v kateri ima vsak posameznik možnost ostati aktiven, zdrav, radoveden in družaben.